Kia EV4 je za nas pomembna kot nov model avta na trgu, za Kia ima pa še posebej pomembno vlogo, ker je njihov prvi električni avto, ki se bo proizvajal v Evropi. Na Slovaškem v Žilini, če sem natančen, tam imajo Korejci veliko tovarno, odkudar že prihajajo k nam Exidi in Sportage, zdaj bosta pa še EV4 in naslednjo pomlad še manjši EV2. Ampak EV4 je tudi sam po sebi zelo zanimiv avto, ker je izdelan na namenski platformi za električna vozila, imenuje se eGMP, ponujala pa naj bi najboljše zmogljivosti in učinkovitost v razredu. Seveda, eno so obljube, drugo je realnost, za začetek lahko povem, kaj vidim. In to je res zanimiva oblika. Sami so to poimenovali, ta svoj slog oblikovanja, Opposition United, torej združena nasprotje, če dobesedno prevedem. To naj bi se odražalo v tem futurističnem izgledu, kar poglej, tele pokončale oči pa ful širok zadek, medtem ko naj bi fastback pa bolj poudaril eleganco in aerodinamiko. Ta drug se sicer proizvaja v Koreji, sicer je tehnično enak teli kombi limuzini, ampak s takšnim izgledom verjetno ne bo lih zanimiv za nas Evropejce. Bo pa vsem všeč znotraj, ker so se res zelo potrudili pri kabini, da je prijetna, umirjena, čista bi lahko rekel. Sploh pa prostorna, ker ima EV4 kar 2,82 metra dolgo medosno razdaljo, zato je tudi tukaj na zadnji klopi veliko prostora, prtljažnik pa požre 435 litrov. Meni so še posebej všeč materiali, ker se dobro počutiš za volanom, pa ta zaslon je ful lepo pregleden. V bistvu so to trije združeni zasloni, tale ima 12,3 palca, potem tale za klimo ima še dodatno 5,3 palca, pa še en 12,3 palca in ta desna sta občutljiva na dotik. Tukaj je pol tudi nekaj ta pravi gumbov, recimo teli za klimo, pa tale za radio, tako da vse hitro nastaviš, kar je res super. Pa še head-up zaslon ima tamle. EV4 ni velik avto, spada v segment C, dolg je 4,43 metra in ima že zdaj kar hudo konkurenco, kot so Volkswagen, ID.3, Cupra Born. Po drugi strani tudi Renault Scenic in podobni, zato se tukaj sedi kar 4 cm niže kot v EV3, tudi težišče 2 cm niže in to se najbolj pozna na cesti. Najprej sem opazil, da je predvsem udoben in za električni avto precej lahkoten. Zelo lepo se pelje, pridno sledi ukazom in čeprav ima sprednji pogon, se tudi ovinkov sploh ne boji. Kia je že napovedala, da prideta kasnejša modela s 4-kolesnim pogonom, torej z 2 motorjema, in GT za tiste, ki želite biti res hitri. Ampak že pri tem so ful lepo oglasili podvozje in pri tem niso sklepali čisto nobenih kompromisov, tudi zadnji ima več vodilno opremo in posebne frekvenčno odzivne blažilnike, zato lepo požira cestne neravnine. Z večjo baterijo pospeši do 107,7 sekunde, z manjšo, ki je seveda malo lažja, pa v 7,4 sekunde. Največja hitrost je pa 170 na uro. Še malo tehničnih podatkov, tukaj je motor sicer ful lepo od spredi zakrit, ampak v obeh primerih ima moč 150 kW, torej 204 konje. V obeh pravim, ker bosta trenutno na voljo dve bateriji, manjša ima kapaciteto 58,3, večja pa kar 81,4 kWh in s tem je trenutno rekorder po dosegu v razredu. Ja, ker obljubljajo kar 625 km po VLTP. Prele, ko sem se usedel v avto, noter je kazal maksimalni doseg več kot 700 km, tako da očitno se da. Pa tudi v praksi ni težko doseči res lepih številk, sicer nas vedno pelje na take ceste, kjer poraba res ni velika, ampak na koncu vožnje včeraj sem imel porabo 14,6 in mi je ostalo še pol baterije, pa je kazalo, da lahko prevozim še 281 km, kar je res super. Pa lepo prikazuje tudi največji in najmanjši doseg pri tej napolnjenosti, da ja ne boš kje ostal s prazno baterijo. So se pa pri Kii lotili tudi pomislekov glede vzdržljivosti in baterije, zato so naredili en zelo zahteven test vzdržljivosti v zelenem peklu, torej na Nordschleife. Prevozili so 500 krogov, to je 10 000 km, kar je baje isto kot 150 000 km v realnosti na cestah. Pri tem so porabili 35 kompletov gum, 35 kompletov zavornih ploščic in 4 komplete diskov, na koncu pa naredili še test baterije, ki so jo ves čas polnili na ta hitri polnilnici, da jo bodo čim bolj namatrali, pa je njena kapaciteta padla samo za 5%, tako da se nihče ne bi smel bati, kako hitro se bo poslabšala. EV4 je res en takšen prijeten avto, katerem se odlično počutiš, če ti je tudi takšna futuristična oblika všeč. Pri nas bo baje že do konca leta.